Matematika je povsod okrog nas, nenehno jo uporabljamo. S tem, ko starši pomagamo otrokom razvijati predstave o prostoru, času, količinah in razmerjih, jih spodbujamo k razmišljanju, ki je pomembno za kasnejši razvoj matematičnih spretnosti. Smo tudi posamezniki, ki se v svetu številk ne znajdemo najbolje. Na visoko uspešnost na tem področju zelo vplivajo dobro razvite osnovne matematične spretnosti. Njihov razvoj se začne že v zgodnjem otroštvu. Matematika nas spremlja v vsakdanjem življenju, vse povsod, in na ta način otroku najlažje približamo matematiko, ker mu je to blizu, ker je to del njegovega življenja. Veliko staršev se sprašuje, ali je primerno, da že otroke v predšolskem obdobju učijo štetja. Še predno začne otrok šteti in računati, je pomembno, da si pridobi nekaj znanja iz vsakodnevnega življenja. To so znanja pogosto iz jezikovnega področja, se pravi, da pridobi nove besede, nove pojme, kot so velik, majhen, blizu, daleč. In vse to so tiste znanja, ki jih imenujemo tudi predmatematične spretnosti. V predšolskem obdobju je zelo pomembno dajati poudarka predštevilskim dejavnostim in številskim dejavnostim. Tisti starši, ki jih skrbi, ker njihov otrok ne pokaže nobenega interesa v predšolskem obdobju za številke, naj ga k temu ne priganjajo in naj ne bodo zaradi tega zaskrbljeni. Pomembno pa je, da starši v predšolskem obdobju otroku pomagajo razvijati pojme, ki označujejo neke matematične odnose, se pravi pojme za višino, težo, velikost in pa nenazadnje tudi imena za barve in ostale lastnosti predmetov. Vsi ti pojmi so pomembni zato, ker jih kasneje otrok potrebuje za učinkovito ravnanje in računanje s števili. Razvrščamo z otrokom lahko na primer igrače. Razvrstimo jih na igrače, ki so iz plastike, igrače, ki so iz lesa, igrače, ki so iz pliša. Tukaj se otrok uči opazovati, vzpostavi neki red med igračami in ta red tudi lahko prešteje skupaj z nami. V vrtcu dajemo veliko poudarka na predmatematične spretnosti, in sicer barvo, štetje, predvidevanje, smer levo, desno, izrazi, kot so na spodaj, zgorej, v. Te vsakodnevne dejavnosti res lahko dobro izkoristimo za prehod od konkretnega sveta, v katerem je otrok, do abstrakcij, v katerem pa se nahaja matematika. Kajti, ko otroka vključimo v naše vsakodnevne dejavnosti in tudi probleme, otrok osvaja strategije reševanja teh vsakodnevnih problemov in te strategije otrok izredno hitro in zelo dobro prenese tudi na matematično področje. Otrok obvlada postopek od začetka do konca in v matematiki je mnogo nalog, kjer se zahteva točno določeni postopek. In te postopke otrok iz konkretne vsakodnevne situacije lahko prenese zelo hitro tudi na matematično področje. Čeprav nismo sami vešči na matematičnem področju, pa lahko otroku v predšolskem obdobju pomagamo, da si pridobi čim več izkušenj, ki so pomembne za kasnejše uspešno delo pri matematiki. Tako na primer mu lahko dovolimo, da nam pomaga v kuhinji pri tehtanju različnih snovi in s tem ugotavlja, kaj je težje, lažje, nam pomaga pri pospravljanju posode in zlaga manjše posode v večjo posodo, zlaga, razvršča predmete po velikosti, po barvi, razvršča zelenjavo, skratka veliko situacij, kjer lahko otrok sodeluje in nam pomaga. Starši lahko precej pomagajo nam vzgojiteljem s tem, da z otroki doma utrjujejo, kar so se v vrtcu naučili.
učitelji v 1. razredu otroke načrtno učijo teh veščin, kar pa ne pomeni, da če otrok sam izrazi v predšolskem obdobju željo potem, da bi prešteval in računal, pri tem ga pa seveda vedno spodbujamo. Zelo pomembno je, da v predšolskem obdobju z otrokom vadimo tudi vzorce. Vzorce delamo s konkretnimi materiali, recimo jabolka, hruška, jabolko, hruška. Lahko delamo tudi grafične vzorce, da vzamemo kakšne slike in imamo spet sliko jabolka, sliko hruške, sliko jabolka, sliko hruške. Lahko pa delamo vzorce tudi s simboli. Če ima otrok že toliko znanja in pokaže zanimanje za števila, za številke in za črke, lahko nizamo črke, naprimer A, B, lahko številke 1, 4, 1, 4 in tako naprej. Ne pozabimo pa, da imamo tudi gibalne vzorce in ritmične vzorce. Za predšolskega otroka je gibanje izredno naravno in spontano. In zato je dobro, da mi gibanje vključimo tudi pri spoznavanju matematičnih vsebin. Kajti otrok svoje telo uporabi tako za izražanje čustev, za govor, naj ga pa uporabi tudi za učenje. Gibanje lahko povežemo zelo na preprost način s pojmom števila. Če s otrokom gremo po stopnicah, lahko štejemo stopnice, lahko preskakujemo stopnice in tako konkretno urimo njegov pojem števila. V predšolskem obdobju so naši otroci izredno dojemljivi za vse novo v okolju. In naši otroci se vsakodnevno srečujejo z matematičnimi vsebinami. Če malo pomislimo, otrok, ko gre po cesti z nami na sprehod, vidi števila. Ko gre z nami do stanovanja, hodi po stopnicah, sliši pogovor med nami o plačevanju položnic. Meni je matematika zato všeč, ker z njo lahko naredimo veliko stvari, si lahko pomagamo pri različnih stvarih, kot so družabne igre, pa lahko tudi kakšne druge igre, ni nujno, da so samo družabne. Mnogi mislijo, da je matematika najmanj priljubljen predmet v šoli, vendar pa so rezultati raziskav pokazali, da v 1. razredih osnovne šole otroci zelo uspešno delajo matematiko, kasneje postane to eden izmed srednje priljubljenih predmetov, vendar je pa žal res to, da imajo pri tem predmetu največ negativnih ocen. Matematika je zame zabava in sprostitev.